Pozdrav vsem zbranim. Veseli me, da vas lahko pozdravim kot predsednica tega prečudovitega centra, medgeneracijskega centra na Ravnah, ki deluje že polnih 10 let. Ravno prejšnji teden smo imeli prireditev, s katero smo obeležili to pomembno obletnico. Moram reči, da je medgeneracijski center ustanova, društvo, ki se lahko res pohvali z uspehom. V teh 10 letih se je marsikaj naredilo, marsikaj zgodilo. Veliko ljudi se je že tukaj zbralo in res se pa ne spomnim, da bi toliko eminentnih gostov bilo tukaj zbrano v naši sredi, tukaj v tem, tudi lahko rečem, galeriji. Običajno imamo vedno kakšne slike razstavljene. Ja, in seveda posebej pozdravljam vse župane občin in druge goste. Da center že 10 let uspešno deluje, so zaslužne vse članice in člani, uporabniki, prostovoljci in tudi obiskovalci tega centra, ki radi prihajajo v te prijetne prostore v samem centru mesta. Ponosni smo res na širok spekter aktivnosti, ki ponujamo, glasbene, plesne skupine, literarne čajanke, ustvarjalne in miselne delavnice, pomoč pri učenju, ure s fizioterapevtko, skupina medgeneracijske atelje, ter naš projekt razdeljevanja hrane, ki ga izvajamo skupaj z Lions klubom in občino Ravne, ter z lokalnimi trgovinami, ki pomaga tistim v stiski v naši občini. Poleg tega smo tesno povezani z lokalnimi šolami, vrtcem in drugimi ustanovami, ki sodelujejo kot prostovoljci in soustvarjalci našega programa. S ponosom in veseljem bomo nadaljevali s tovrstnim delom, se verjamem v njegov pomen za kakovost življenja v našem mestu. Seveda bomo zelo potrebovali tudi sredstva z tega projekta, ki ga sedaj prijavljamo, oziroma smo ga že prijavili. Verjamem, da bomo vseeno delo nadaljevali, ampak vsekakor je vse lažje, če imaš tudi finančna sredstva. Sam projekt, ki smo ga prijavljali, se imenuje Od mladosti do modrosti skupaj za prihodnost večgeneracijskih centrov. Je zasnovan kot celovit odgovor na izzive, s katerimi se soočajo prebivalci Koroške, zlasti tisti iz ranljivih skupin. Naš cilj je ustvariti varen, odporen in vključujoč prostor, kjer bodo lahko vsi prebivalci našli pomoč, oporo in priložnost za osebni in skupnostni razvoj. Idejna zasnova projekta temelji na več ključnih stebrih. Psihološka in čustvena podpora, socialna vključenost in zmanjševanje osamljenosti, dostop do podpornih storitev, izobraževanje in informiranje, ter integracija migrantov in vključevanje invalidov. Naša strategija temelji na podrobnem poznavanju lokalnega okolja in potreb naših ciljnih skupin. Z aktivnim sodelovanjem z deležniki in partnerji, ki so z nami v tem projektu, to so seveda vse občine, so podporne članice, in pa seveda posamezni partnerji, to je Koroški dom starejših Črneče z direktorico gospod Pavliničevo, potem Zadrugar z direktorjem Juretom Strahom in Korociv z direktorjem Jankom Pešlom. In seveda veseli smo, da so se zraven vključili tudi občino Dravograd in Gravit z direktorjem. Tako. To jaz imela, vse ostalo pa nam bojo povedali vsi sogovorniki, ki so danes tukaj zbrani. Jaz se bom mogla žal posloviti, zato ker imam službene dolžnosti. Tako da, hvala vam, da ste prišli. Ja, se zelo lepo zahvaljujem Koroški razvojni predsednici Koroškega medgeneracijskega centra Ravne za uvodne besede. Bi najprej pozdravil še vse partnerje na projektu EGC+, župane, podžupana
predstavnika občine pa tudi županjo in pa vse predstavniki medijev, ki je v bistvu vam tudi konferenca namenila. Gre za konferenco na temo javnega razpisa za sofinanciranje večgeneracijskih centrov plus. Razpisovalec tega razpisa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razpis poleg Republike Slovenije sofinancira tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Zdaj, sam predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov plus, ki bodo ponujali različne preventivne programe, vsebine in aktivnosti, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen javnega razpisa je zagotavljanje dostopnosti in priorizacija storitev za različne ranljive skupine preko mreže predvidoma 16 VGC plus po Sloveniji, od tega 5 v zahodni kohezijski regiji in pa 11 v vzhodni kohezijski regiji, tam izpademo tudi mi. Gre za izvajanje preventivnih projektov, ki so namenjeni ciljnim skupinam, ki bodo potem tudi predstavljeni v nadaljevanju te konference. Zdaj, cilj same politike je bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Gre za prednostno nalogo dolgotrajne oskrbe in zdravja ter socialne vključenosti. Sam specifični cilj pa je spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine, ali socialne izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki. Danes bo, tako kot je že prejela predsednica, govorili o zaključeni prijavljeni razpis z naslovom Mladosti do modrosti, skupaj za prihodnost VGC, ki je bila oddana v razpisnem roku in sicer 15.4.2024. Kot je bilo poudarjeno, gre za partnerstvo, kjer je prijavitelj Koroški medgeneracijski center Ravne, projektni partnerji pa so Koroški dom starostnikov Črneče, Zavod Zadruga Prevalje in pa javni zavod Dravit. Projektu so tudi pridruženi ostali pridruženi partnerji. Preden začnemo z samo vsebino, bi želel izpostaviti cilje današnje novinarske konference. Prvi cilj je informiranje medijev in splošne javnosti o oddanem projektu. Drugi cilj je izpostaviti izjemno pomembnost tega projekta za samo Koroško regijo in potem pa tudi tretji cilj predstavitev same vsebine projekta. Hvala najprej gospe Vizoni za uvodne besede. Bi prosil še gospoda Janka Pešla iz Koroškega regionalnega stičišča za nevladne organizacije Korociv za nekaj besed. Stičišče je odigralo pomembno vlogo pri prijavljanju razpisa, da je bila v bistvu prijava sploh spisana po zadnji. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Danes, ko sem se pripravil zjutraj na to konferenco, sem imel glavni posebni majico. Dobra dela ne potrebujejo reklamnih majic, ampak to sporočilo imam včasih pač neko napako, da se ta dobra dela ne predpiše do drug. Zdaj, na samo pripravo smo na stičišču Korociv izjemno ponosni, da smo v takih razmerah in tako v kratkem času prijav sploh spisali. Seveda to ne bi šlo brez nuše, ne, iz doma starostnikov, pa tudi dve točki iz medgeneracijskega centra, pa tudi Zavod Dravit je prispeval svoje, koliko je pač lahko, ker je bil kot zadnji partner v prijavi. Zdaj, mi smo največ prispevali, se pravi pri sami prijavi, pa nekaj tudi z vsebinami iz našega preteklega dela, predvsem na področju invalidov in pa integracije mladih priseljencev v družbo. Zdaj, več kdo se večkrat sprašuje, kaj mi sploh delamo, no, neki so bili take prijave. Imamo pa tudi celo danes v tem istem prostoru, imamo še naslednji dogodek na temo reciklaže in pa ponovne uporabe. Še en dogodek bo, kjer se ga bodo tudi starejši ljudje, mlajši pa bodo na istem dogodku v kompleksu 14 uri, tega, če zlinari ste tudi vodili na oba dogodka, ki se ga bo udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, Luka Mesec. Če bo v tednu, bo prišel tudi na to konferenco, če bo prišel v pravem času. Hvala lepa.
Bi šli zdaj v bistvu na glavni del, ki bi prosil gospod Dali Pečovnik, vodjo VGC+, da predstavi samo vsebino projekta. Prosim. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom na kratko predstavila ključne teme in tudi ključne ciljne skupine, ki bodo zajete v projektu Od mladosti do modrosti skupaj za prihodnost večgeneracijskih centrov plus. Zdi se mi uvodoma pomembno, da povem predvsem to, da številne vsebine, ki se planirajo na tem projektu, so se v teh 10 letih delovanja Koroškega medgeneracijskega centra že tudi kontinuirano dogajale. Veliko je bilo narejeno strani društev, ki so tudi vključene v ta projekt, predvsem pa na pobudo večgeneracijskih centrov cele Koroške regije za ranljive skupine. Ampak morda je zdaj ravno izjemnega pomena, da tudi ta zgornja Koroška regija nekako prosperira na tem projektu in da dejansko predstavimo to tudi iz tega naslova, da smo utrpeli tudi v tem preteklem letu veliko materialno škodo in pa tudi veliko psihosocialnih stisk ravno zaradi teh poplav, ki so se nam dogajale, in da je treba nekako vzpostaviti ponovno in povezati ljudi z različnimi vsebinami, z različnimi aktivnostmi in seveda nekako opolnomočiti vse te ranljive ciljne skupine, da bodo pridobile nekako zopet na neki pozitivni samopodobi in predvsem na druženju. Predvsem je ta projekt zasnovan na socialnem vključevanju, na medsebojnem povezovanju, na povezovanju različnih generacij, tako mladih, starejših, kot tudi drugih ranljivih skupin in pa nekako na medsebojni povezanosti, na podpori, ki jo lahko damo drug drugemu. Ključne ciljne skupine, ki bodo sodelovale v tem projektu, so družine, predvsem družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom in enostarševske družine, potem so to otroci in mladostniki, predvsem iz tistih okolij, ki so socialno bolj ogrožena, tudi starejši, ki prihajajo iz bolj ogroženih socialnih okolij in kjer dejansko tvegamo tudi za neko socialno izključenost. Potem gre tukaj za migrante, begunce, romske skupine, kjer bo velik poudarek na ženskah in otrocih, na socialnem vključevanju, medsebojnem povezovanju, na ponujanju različnih kvalitetnih vsebin, romskih družinah, predvsem pa tudi bomo povabili k sodelovanju invalide in pa osebe s posebnimi potrebami. Tukaj se mi zdi res ključnega pomena, da zagotovimo neko višjo kakovost življenja ljudem, ki ta trenutek nekako so postavljeni pred psihosocialne stiske, ki so utrpeli tudi materialno škodo, tako pred leti v času covida, kjer je bila Koroška regija tudi precej prizadeta, in predvsem pa zdaj tudi v zadnjem letu, ko smo utrpeli te hude poplave, kjer so nekateri ostali tudi brez domov, kjer so bile družine izjemno prizadete in kjer so predvsem tudi, če se spomnimo, otroci, starejši bili zopet nekako odrinjeni v neko osamo, niso se znali spopadati s temi stiskami in menim, da je treba z takšnimi projekti, kot je ta, nekako res čim bolj delati na tem, da nadoknadimo in da ne zamudimo vseh teh trenutkov, ki so ključnega pomena. Kajti, ko človek nekako pade v neko osamo, pade v stisko, je te stiske zelo težko popravljati. Zato bo naš projekt naravnan predvsem poleg tega, da bomo izjemno delali na koordinaciji med aktivnostmi, med deležniki, med različnimi društvi, zainteresirano javnostjo, ki bo sodelovala pri tem projektu, bomo tudi veliko poudarka dali tudi na informiranju in ozaveščanju javnosti, da bomo privabili k tem projektu res tiste ranljive skupine, ki so dejansko potrebne tudi neke spodbude.
in pa v okviru aktivnosti, kjer predvidevamo res velik nabor in kjer je res pomembna mogoče neka dodatna finančna podpora pri tem, kar se že izvaja in kar se je že izvajalo, pa je potrebno nekako vzpostaviti nazaj, se bo veliko izvajalo aktivnosti predvsem za krepitev kompetenc na področju socialnih, kulturnih, zdravstvenih, ekonomskih veščin in pa na temo vseživljenjskega učenja, kjer bomo privabljali različne generacije, da se bodo med seboj povezovale, izmenjavale znanja, izkušnje, mnenja in se družile tudi nekako neformalno v okviru svojih prostočasnih aktivnosti. Veliko bo poudarka tudi na krepitvi starševskih kompetenc, kjer se bo ponudila pomoč tudi družinam, ranljivim družinam, kot nekako v obliki učne pomoči, varstva, dnevnega varstva, popoldanskega varstva, poletnega varstva, raznih športnih aktivnosti, druženja na čim bolj prijeten in zanimiv način. Poleg tega je v družinah marsikje potrebna neka neformalna tudi psihosocialna podpora in pa opolnomočenje za dvig samopodobe po vseh teh situacijah, ki smo jih v naših domovih tudi utrpeli. Velik poudarek bo na vsebinah iz področja preprečevanja nasilja, kar se nam zdi tudi izjemno pomemben poudarek, tako pri otrocih kot pri starejših. Vsakodnevno se srečujemo z različnimi zgodbami in potrebno je predvsem začeti delovati na preventivi, da preprečujemo te težke zgodbe, ki jih potem poslušamo in smo popolnoma nemočni. Potem različne vsebine za otroke, kot sem že prej omenila, različni treningi, športne aktivnosti, tekmovanja, druženja na prijeten in čim bolj zanimiv način, nudenje učne pomoči, različne pogovorne, neformalne ure, individualni pogovori, skupinski pogovori z otroci, z starejšimi, potem nudenje tudi starejšim različnih oblik pomoči. Vemo, da se pripravlja tudi nekako v življenje, spravljamo zakon o dolgotrajni oskrbi, da tudi čim bolj opolnomočimo ljudi z informacijami, z zakonodajo in da poiščemo tudi znotraj nas ustrezen kader, ki bo lahko na tem področju ustrezno deloval, pomagal, da se bo zakon o dolgotrajni oskrbi ustrezno vzpostavil in da bomo čim bolj pomagali tudi starejšim z različnimi prevozi, pogovori, delavnicami, druženju, mogoče z nekim opolnomočenjem, da tudi predajo svoja znanja in izkušnje tudi nam mlajšim, da bomo lahko lažje sodelovali in delovali in razumeli različne stiske, ki se pojavljajo. In pa predvsem tudi velik poudarek bomo dajali predvsem na lažji integraciji priseljencev, Romov, različnih migrantov, beguncev, kajti živimo tudi v tem svetu, da tudi Koroška regija, ki je blizu meje in ki nekako je prehodna v tem smislu, da nekako tudi opolnomočimo ljudi, ki prihajajo v naša okolja. Skratka, želimo nabor čim večjih vsebin, kar smo tudi pripravili, kar tudi predstavili ministrstvu in pa predvsem je potrebno tukaj res zastaviti neke aktivnosti, ki bodo namenjene vsem ranljivim skupinam, vključiti tudi vse invalide in jih opolnomočiti tudi pri iskanju zaposlitve na trgu dela, iskati različne možnosti socialnega podjetništva in pa nekako pomagati tudi pri socialnem vključevanju in pa pri razbijanju tabujev teh ranljivih skupin, tudi kot so invalidi, osebe s posebnimi potrebami, pomoč družinam z osebami s posebnimi potrebami in podobno. Skratka, projekt je vsebinsko izjemno bogato zastavljen. Vsi, ki smo sodelujoči na tem projektu, že danes nas je tu veliko, verjamem, da bomo dobro sodelovali, da bo vsak dodal kamenček svojega znanja, svojih izkušenj, svojih kapacitet, infrastrukture pri tem, da bomo lahko naredili čim bolj pester nabor in ga tudi realizirali, ter zagotovili ljudem v Koroški regiji res čim bolj kakovostno življenje, brez stisk in pa z veliko medsebojne pomoči in povezanosti. Hvala.
Hvala, gospod Poševnik. Predlagam, da najprej naredimo celoten sklop, se pravi, da poleg vodje povedo svoje še partnerji, predstavniki občin, potem da nam besedo vam mire. Tako da prosim zdaj gospod Katja Poliničova, direktorica Koroškega doma starostnikov, če imate besede. Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala za uvodno predstavitev. Kot Koroški dom starostnikov smo bili izjemno zadovoljni in veseli, da smo bili povabljeni k sodelovanju, kajti po covidu in tudi po poplavah opažamo med starejšimi zelo velike stiske. Stiske so bile že največje v času poplav, ko smo tudi sprejemali interventne namestitve, in pa tudi v današnjem času se ta čas poplav še kar vleče in se ne zaključi tudi čas korone, kajti opažamo velik pritisk tako na institucionalno varstvo, kot tudi na porabo storitev pomoči na domu. Tudi na terenu opažamo, da prihaja do velikih socialnih izključenosti starejših, predvsem stiske finančne in drugačne povzročijo, da se ljudje zaprejo vase, da ne vstopajo več v družbo in ravno ta del želimo mi naslavljati. Ravno 14 dni nazaj oziroma pred kratkim smo odprli tudi Center skupnostnih storitev oziroma Center starejših, kjer smo tudi menili, da je lahko en odličen prostor, kjer lahko ponudimo vse storitve oziroma se pridružimo kakovostno k temu programu, torej tu in tudi v matični enoti. Dejstvo je, da naši starejši, ki bivajo v institucionalnem varstvu oziroma se poslužujejo kakršnikoli drugih storitev, so zelo veseli, če lahko predajo svoje znanje naprej. Torej mi starostnike imamo, so veseli, če lahko sodelujejo, da je njihovo življenje oplemeniteno, če lahko tudi svoje znanje predajajo. Zato smo se tudi odločili, da lahko tu povežemo in naredimo to medgeneracijsko sodelovanje. Torej, da naši starostniki že predajo neko znanje, hkrati pa pridejo otroci, ki so željni znanja, željni nekih izkušenj, tudi predajamo neke vrednote in hkrati združimo v bistvu prijetnost koristnim, da lahko predajo znanje, otroci pa dobijo recimo neko varstvo in neka znanja in izkušnje. Hkrati bi želeli tudi tu narediti poudarek, da je pomembno, kakšen način življenja imamo ljudje, predvsem tudi starostniki, da smo aktivni, da so vključeni, da imajo tako v bistvu psihofizične sposobnosti, ki jih ohranjajo do konca, zato ker je zelo pomembno, kako bojo tudi se potem v starosti lahko sami oskrbovali. Pomembno se nam zdi tudi ta samooskrba oziroma, da bi lahko na ta način imeli tudi svoje vrtičke, kjer bi lahko starostniki uporabili svoje znanje in iz te doma pridelane hrane na mlajše prenašali tudi kakšne v bistvu hrano oziroma kako pripraviti hitro in dobro hrano, torej kakovostno hrano. S tem bi nastavljali tudi mlajše in tudi družine, ki pravzaprav, saj vemo, imajo težave, sploh enostarševske družine, včasih je časovna stiska, finančna stiska in jim mogoče tudi na ta način pomagamo, da jim omogočimo varstvo, omogočimo zdrave obroke in tako naprej. Pomembno se nam zdi tudi, da v našem okolju imamo veliko priseljencev in tudi se veliko krat odločijo, da bi želeli recimo sodelovati v našem delovnem okolju, ampak zaradi jezikovne bariere to žal ne uspejo. Zato smo želeli tudi ta del naslavljati. Ne boste verjeli, da včasih v bistvu, ko dobimo kakega delavca, ki ima mogoče težavo z jezikom, se naši starejši in tudi zaposleni zelo trudijo, da mu pomagajo pri jeziku. Njim je pa tudi to pomemben element, kajti večkrat v svoji sredi govorijo samo v svojem jeziku in ne pridejo pravzaprav do treninga slovenskega jezika in se nam zdi ta del tudi zelo pomemben, da na nek način organiziramo tudi ta del, kjer lahko te priseljenci pridejo k nam, spoznajo naš proces dela, trenirajo jezik tudi v praksi, imamo tudi za njih razne delavnice, tudi kulturne delavnice, kar pomeni, da se tudi bolj integrirajo v samo našo družbo. Tako da ta projekt se mi zdi, da ima veliko širino in velik potencial, tudi danes zbrani gostje pravzaprav kažemo na to, da je uspešnost te prijave za nas zelo pomembna, kajti po poplavah je res zaznati velike stiske pri vseh ranljivih skupinah, predvsem pa bi tu še dodala, poleg ostalega, ravno tudi to vidik nasilja, predvsem nad starejšimi, ki ga moramo tudi malce bolj aktivno naslavljati, hkrati z vidikom nasilja med mladimi,
ki je pa tudi v porastu. Tako da jaz mislim, da projekt je pripravljen celostno, mi kot Koroški dom starostnikov bomo pridali svoj del oziroma svoje strokovno znanje, zato da bi ob uspeli prijavi bil ta projekt uspešen in da bi res pokril čim večjo skupino ljudi, kajti Korošci smo nekako navajeni, da sploh ob slabih povezavah smo bolj odvisni sami od sebe in da moramo sami poskrbeti za to, da imamo programe, da se razvijajo stvari in da tudi poskrbimo za psihosocialno stanje naših ljudi. Hvala. Hvala lepa, gospod Koliničova. Bi prosil gospoda Jureta Straha, direktorja Zavoda Zavoda. Zdravljeni. Tako je gospa Pečovnik prej omenila, razpis naslavlja 8 ciljnih skupin. Naš projekt 7, se pravi vse naštete, pač razno Romova, in Zavod Zadrugar je tu vključen, da pokriva ciljno skupino invalidov. Zavod Zadrugar je zavod za razvoj delovnih programov, usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter drugih brezposelnih oseb. Mi vsi vemo, pa večina nas se že sreča za svojo situacijo, pa pozna nekoga, ki je dolgo brez službe. Kaj to pomeni? To ni samo stvar o tem, da nimaš prihodkov za neko normalno življenje, to daje na psiho, cel kup nekih zadev se pokubla in invalidi, ki so že tako deprivilegirani v naši družbi, si zaslužijo priložnost za neko dolgotrajno zaposlitev. Trg dela na današnji je tak, da brezposelnih ni nekaj veliko, ampak delež brezposelnih se pa znotraj teh vedno zvišuje, kajti brezposelni invalidi teže najdejo in vedno ostajajo, sploh dolgotrajnih zaposlitev tu malo. Tretji projekt je za nas ena taka velika priložnost, da invalidom iz Mežiške doline oziroma iz cele Koroške regije pravzaprav pomagamo skozi naše aktivnosti pred do nekih veščin, znanj, da jih opolnomočimo, da bojo lažje prišli do služb ali pa jim celo v okviru našega projekta sami priskrbimo. Seveda pa projekt je več kot samo služba, tudi naša življenja niso samo služba. In ena izmed aktivnosti so tudi dnevne aktivnosti po končanih usposabljanjih, tudi za ostale, ne samo za to, vse nekateri invalidi so že imajo rešen tudi problem, vsekako pa potrebuje tudi ostala neka socialno mrežo, da krepiti. In mi res vidimo priložnost v tem projektu, da ranljivo ciljno skupino invalidov lahko s pomočjo uspešne prijave zelo integriramo v družbo in jim s tem omogočimo seveda kvalitetnejše življenje, prosperiteto in tako naprej. Hvala lepa. Prosim še tretjega partnerja, direktorja Javnega zavoda Zdravit, gospoda Žarka Tomčiča. Hvala za besedo, lep pozdrav še enkrat vsem. Danes sem tu kot predstavnik projektnega partnerja Javnega zavoda Zdravit Dravograd, Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti občine Dravograd in s ponosom izražam moje oziroma naše navdušenje nad sodelovanjem v tem projektu oziroma sodelovanjem z organizacijo Zgornje Mežiške doline, ki znate z to projektno tematiko že, kot smo prej slišali, 10-letne izkušnje. Ta projekt za nas predstavlja izjemno priložnost in izziv, ki za nas pomeni ta mnogo več kot zgolj skupno delo. Gre za priložnost, ki nosi v sebi upanje, podporo in zavzetost k boljši prihodnosti za vse prebivalce Koroške, zlasti za tiste iz najbolj ranljivih skupin. Ta projekt izraža vrednote in cilje, ki so nam kot zavodu izjemno pomembni. To so skrb za našo skupnost, podpora raznolikosti, promocija zdravja in pa promocija blaginje vseh prebivalcev. Kot partner projekta od mladosti do modrosti vidimo svojo vlogo kot ključno pri zagotavljanju kakovostnih storitev in programov za naše lokalno okolje, lokalno prebivalstvo. Naše dosedanje izkušnje in pa strokovno znanje nam omogoča,
da prispevamo k razvoju in izvajanju dejavnosti, ki bodo koristile vsem generacijam, posebej tistim v naši skupnosti, ki so najbolj ranljivi. Verjamemo v pomen celostnega pristopa k doseganju boljše prihodnosti za naše skupnosti, zato se zavzemamo za to sodelovanje z drugimi partnerji, deležniki, saj le tako menimo, da lahko ustvarimo trajne in pozitivne spremembe. Naš cilj je ustvariti varno, podporno in vključujoče okolje, kjer bodo lahko vsi prebivalci naše regije, skupnosti, celotne Koroške regije našli pomoč, oporo in priložnost za osebno in skupnostni razvoj. V našem prizadevanju za uresničitev teh ciljev bomo sodelovali v več aktivnostih, ki bodo naslavljale specifične potrebe naših prebivalcev. V naši občini bomo organizirali manjše pogovorne skupine in preko delavnic obudili stare slovenske običaje, kot so na primer klepljanje, igre naših babic. Poleg tega bomo razširili prevoze, brezplačne prevoze za starejše tudi izven meja naše občine. Prav tako bomo izvajali pogovore pod naslovom oziroma pod motom, da mali problemčki ne nastanejo veliki problemi. Izvajanje kulturno-umetniških delavnic, tečajev, brejlov, tesave in znakovnega jezika ter ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami bodo tudi tako merimo v precejšnji meri prispevali k temu cilju. S našim centrom za krepitev zdravja v Dravogradu bomo izvajali tudi preventivne programe, se vključevali oziroma izvajali tudi počitniške aktivnosti za učence. Naša strategija temelji na natančnem poznavanju lokalnega okolja in potreb ciljnih skupin, kar odraža našo visoko stopnjo angažiranosti in zavzetosti k reševanju lokalnih izzivov in v tem projektu vidimo, da bomo lahko to našo angažiranost zavzetost večkrat dokazovali. Verjamem, da bomo skupaj s projektnimi partnerji in deležniki uspešno naslovili specifične potrebe in prispevali k izboljšanju življenja ranljivih skupin v skupnosti. Zato pričakujemo uspešno konkuriranje na razpisu in se veselimo nadaljnjega skupnega dela. Pri samem izvajanju projekta so vključene tudi občine, se pravi vse 4 Goriške doline, plus občina Dravograd. Bi dali reči besedo predstavnikom oziroma županom občin, pa bi začeli pri vam gospod Rožek. Hvala lepa, lep pozdrav vsem so tudi v imenu občine Ravne. Kljub temu, da moja dame prednost, da je romana nekaj, da ne jaz začnem. Hvala vsem za odrežbo na tej spolni konferenci, so tudi v mojem imenu. Zdaj, kaj je pomembno pri tej prijavi, ki danes se predstavlja javnosti, no? Prijava pokriva 5 občin delovanje, oziroma, če bi rekel, sem pokimala 6 občin Koroške regije, 5 občin Koroške regije, 3 projektne partnerje in več kot 20 pridruženih partnerjev. Tako da to je izjemno kompleksen program, ki se je prijavil na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Partner tega projekta, zelo pomemben partner, je seveda Koroški dom z velike občine, zdaj govorim Koroški dom starejših Črneče, ki je največji dom za socialne storitve v Koroški regiji, ima tudi edini sva 3 enote in seveda ogromno strokovnega kadra, ki bo sodeloval v teh programih. Potem seveda prijavitelj Koroški meditacijski center je edina inštitucija, ki ima svoje prostore, ne deluje v prostorih enega drugega zavoda oziroma je tudi edina samostojna inštitucija z tega področja medgeneracijskih programov, torej ni del kakšne recimo ljudske univerze, brez kakve žalitve, ampak skratka je samostojna inštitucija, ki ima samostojne prostore, mislim, da je edina taka na Koroškem. Potem seveda KBC je že bil kot partner 5-letnemu preteklemu področju oziroma programu, ki se je imenoval medgeneracijski center, takrat so bili partnerji skupnega drugega programa.
Tako da z tega vidika lahko rečem, da je ta prijava izjemno kvalitetna, da se zasluži, kot je gospod Žarež rekel, podporo javnih sredstev, da se zadnje, tu mogoče več podarka kasneje, pokriva celotno regijo, ki je bila poplavljena v lanskem letu in je zagotovo pomembno, da se poleg tega, da občine gradimo in obnavljamo infrastrukturo, spostavlja se tudi ta socialna mreža oziroma te socialne storitve. Na vse zadnje tudi, bi rekel, strokovna delavka, ki je nosilka teh dejavnosti, je zelo referenčna Darja Pečovnik, ki prihaja tudi iz, bi rekel, direktorovanja pomembnega zavoda za področje socialnih storitev, torej iz SUDV-ja, tako da lahko rečem, da ta prijava ima res veliko atributov, ki jo dela odlično, ki jo dela po mojem mnenju najboljšo v vzhodnem delu Slovenije oziroma na Koroškem, tako da res upravičeno pričakujemo to podporo odločevalcev in upam, da bodo to sporočilo tudi preko sredstev javnega obveščanja oziroma medijev prebrali, da je to res neka logična podpora, ki sledi iz preteklih obdobij, iz kvalitetne prijave in pa so tudi iz preteklega delovanja tako inštitucij, ki sodelujejo, kot so tudi samih oseb, ki sodelujejo in pa kot rečeno na nek način tudi klic ali krik občin Mežiške doline in Dravograda, da nam poleg kanalizacijskih cevi vodovodov, to, kar nam namenjajo sredstva cest, plazov, namenijo tudi sredstva v tem popoplavnem smislu, ta socialni del, državni del, ki prispeva tudi pomembno, kot je bilo že rečeno strani predhodnikov, kot blaginji ljudi, naših prebivalcev, ki pa predstavljamo več kot pol Koroške regije, vključeni torej v to prijavo. Hvala lepa. Tukaj naglavljamo gospodu Marko Marju, Hvala lepa za povabilo na konferenco. Hvala lepa vsem trem vodilnim partnerjem, se pravi Koroški dom starejših Črneče, Zavod Zadrugar in Zavod Ravit za prijavo. Mi smo zelo hvaležni in počaščeni, da smo lahko kot pridružen partner, da lahko sodelujemo v tem projektu. Vemo, da so nas poplave prizadele in kot je že kolega župan povedal, je potrebno neko socialno ravnovesje vzpostaviti nazaj. Sodelovanje je povsod ključ do uspeha, to vemo, zato mislim, da je ta projekt potrebno zelo močno podpreti, tako za mlajše kot za starejše, ker tukaj zdaj se čutijo zelo veliki pritiski. Tako da podpora mora biti. Hvala. Gospoda Romana Resar, županja občine Koroške. Hvala. Najprej iskrene čestitke vsem, ki ste ta projekt prijavljali. Mislim, da je izredno kvaliteten, zelo dober in vreden vse podpore. Mislim, da je Darja Pečovnik, ki je dejansko predstavila vsebino tega projekta, tako dobro povzela vse, kar želimo izraziti tudi mi. Se pravi, naslov tega projekta od mladosti do modrosti pravzaprav izraža vse tisto, kar mi podpiramo. Želimo neko povezovanje tako mlajših s starejšimi in kot je bilo prej omenjeno, mislim, da je tudi izredno pomembna dolgotrajna oskrba starejših, ki je tudi vsebinsko vezana na ta projekt. Zdi se mi, da je prav ta popoplavna obnova tista, ki ne potrebuje samo infrastrukture, tako kot je rekel kolega Rožen, pač pa potrebuje tudi podporno okolje za ljudi, ki so bili v teh poplavah prizadeti. Ne nazadnje lahko rečem, da smo pravzaprav iz korone šli takoj v poplave, da je za nami res težko obdobje in ta projekt se mi zdi, da je prav tisti, ki lahko nekako ublaži vse tisto, kar smo v teh času preživljali oziroma še preživljamo. Mislim, da je stiska ljudi še zdaj res prisotna, da čutim sama, ko hodim veliko po terenu, da si ljudje želijo včasih samo tople besede, ne samo infrastrukture, pač pa pogovora, kar se je izkazalo tudi, ko so hodili okrog s psihosocialno pomočjo pristojni, da se je to mogoče včasih bolj ključno kot tisto, ko smo rekli, da jim bomo zazidali kako škarpo. Tako da z naše strani maksimalna podpora temu projektu, verjamem, da bo
uspešen, tako da se tule poleg že prej naštetih tudi Korocevu zahvaljujem, ki je tudi potem na koncu dal neko kljukico na ta projekt, povzel vse tisto, kar so vsebinsko že predtem pripravljali. In če se navežem na majico gospoda Pešla, dobra dela ne potrebujejo reklamnih majic, res jih ne, potrebujejo pa nas. Hvala. Hvala lepa, gospod Staša Lodravic, podžupan občine Prevalje. Prosim. En lep pozdrav tudi v imenu občine Prevalje. Pošiljamo vam pohvale za tako dobro zastavljen projekt in prijavo, ki jaz mislim, da enostavno mora uspeti, mora iti skozi, ker kolikor sem zdaj slišal, na široko zajema, vse spektre problematike naše družbe, sploh v naši dolini, ki, kot je že bilo predhodno rečeno, je utrpela hude posledice že v času korone. Zdaj so nas lani prizadele še poplave in ljudje so se malo zaprli v sebe, v svoje probleme in to nek socialno vključenost je zdaj izjemnega pomembna. Jaz mislim, da moramo narediti vse, da spravimo ljudi nazaj v družbo, da se povezujejo med sabo. Na Prevaljah sicer smo že na nekih točkah aktivni, predvsem sicer vključujemo starejše v šport, tako da poskušamo jih spraviti domov, da se razgibajo, da dihajo svež zrak. Ampak ta projekt, ki ga imate vi, oziroma ki ga imamo mi na mizi zdaj, zajema dosti širši spekter in jaz to samo pozdravljam. Tako da izražamo vso podporo in upamo na izredno uspeh. Hvala. Zdaj prosim pa predstavniki medijev za vprašanja, morda za kakšna dodatna pojasnila, pa tudi ste zainteresirani, da se pridružite v debati. Prosim. Bi vprašala, za kakšna sredstva to gre, pa do kdaj bo izbira? Ja, projekt je časovno opredeljen, se pravi 2024 do 2029, zaključi se septembra 2029. Finančna sredstva, ki so namenjena, je pa okoli 1,5 milijona evra, kar je razdeljeno na 40% delež evropskih sredstev, pa 40% delež evropskih sredstev in 60% delež proračuna Republike Slovenije. To bi vprašala, v bistvu zdaj ste se vsi projekti zaključili v medgeneracijskem centru, da v bistvu nekako je vzpomljeno, čeprav razumem, da zdaj na kak način, torej zdaj občine financirajo, kot zdaj deluje. Koroški medgeneracijski centru. Ja, on v bistvu pridobil ta projekt. Je Urša preomenila, da ste že imeli projekte z sklepom, da trenutno jih ni. Veliko se je delalo v tem obdobju strani prostovoljcev, različnih donacij, različnih dobrodelnih akcij. Občine so seveda pri vseh teh aktivnostih sodelovale, stale ob strani, vendar pa so vse aktivnosti, ki so v teh 10 letih zelo dobro delovale, kot sem že prej tudi omenila, nekako tudi v času teh poplav, ker so tudi občine nekako sedaj obremenjene z infrastrukturo, z vsemi drugimi pomočmi za svoje prebivalstvo, so te vsebine nekako mogoče zelo malo potrebne, neke dodatne spodbude in pa seveda predvsem pa dodatnega finančnega vložka, da se vzpostavijo nove aktivnosti, ki bodo v tem času nujno potrebne. V bistvu vse se bo dogajalo ravno, a po celi dolini nekaj prečov? Vse aktivnosti so razdeljene med vseh 5 občin in vsi deležniki, ki so ogromno deležnikov, preko 20 društev, šol, občin, različnih zdravstvenih inštitucij, socialnih inštitucij. Vse te inštitucije bodo nekako pripomogli k temu, da se te aktivnosti čim bolj razpršijo po celi Koroški regiji. Tudi v eni občini. 5 zaposlitev. Kdo se še vam vprašati, te zaposleni? 5. Trenutno je 5 zaposlenih, mislim, da 6.
Je pa seveda treba počakati, če bo projekt strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjen, potem te zaposlitve začnejo teči. Predvidoma nekako v začetku meseca julija računamo, najkasneje. Da bi zgledali? Da bi dobili rezultate tega izbora. Bo tudi tako, da se mladi vzajajo. Torej, čez poletje se moramo zaznati. A najprej bi to naredili tudi sami, ali to se razdeli še do ostale, ko se prijavljajo, katero pišemo? Ker verjetno se tudi drugi prijavljajo, ne? To je predvideno za eno prijavo. Če vi vse, da je to ta projekt. Potem se pa razdelimo. Tako, tukaj gre za stroške dela plus za izvajanje aktivnosti, za financiranje izvajalcev teh aktivnosti. Dodajte, kakva je konkurenca, koliko se vidi prijavilo projektov zaradi na to? Teh podatkov mislim, da ne imamo. Uradno, ne. Pa ste pripričani, da bodo dobili, ali mislim, na to, da vidimo, da je zelo pomembno? Mi verjamemo to, močno verjamemo, da to dobimo zaradi tega, ker se nam zdi, da zgodnja Koroška regija je zaradi vseh situacij, ki smo prej našteli, tudi zaradi zdaj še slabših povezav cestnih infrastrukture, da je to skoraj nujno potrebno, da Koroška regija pridobi ta projekt. Če se samo spomnimo otrok starejših, kakve stiske so trpeli res v času poplavov, lanske počitnice, ki so bile popolnoma okrnjene, cel mesec počitnic so otroci bili zaprti v svoje domove, sama sem to blizu gledala, kakve stiske so doživljali in jaz mislim, da je to pač res nujno potrebno, da jim zagotovimo čim prej neko dodatno podporo. Ja, jaz tudi mislim, da ga moramo dobiti. Mežiška dolina, vključno z Dravogradom, je bo tudi najbolj prizadeta. In je treba tudi te gledati, da dejansko blažimo posledice nekega naravne nesreče. To je zato, jaz mislim, da komisija, ko to izbira, mora upoštevati. Ta projekt zelo pripomore k odpravljanju posledic. Psihičnih tudi, ne na zakon. Predvsem to, da Še kaj vprašanje? Ok, potem se pa jaz zahvaljujem vsem za udeležbo na današnji novinarski konferenci. Hvala za udeležbo. Če boste še karkoli potrebovali, se dajte obrniti prosim na vodilnega partnera oziroma prijavitelja in ostale projektne partnerje. Zdaj pa mislim, da so ostali na voljo za kakvo izjavo, če bo možno. Tako, ok. Ena tehnična stvar še prosim, ena lista prisotnosti, še okrog, kdo se nekaj pište, da bo hvala vsem. Da, ti za mesec, javno.